Sončna in živahna Ljubljana je gostila že 29. NLB Ljubljanski maraton. Dogodek je postregel z novimi rekordi in rekordnim številom tekačev, ki so preplavili ulice prestolnice, po katerih je teklo skoraj 20.000 tekačev, kar je največ doslej. Direktorica prireditve Barbara Železnik pravi, da so s potekom dogodka zelo zadovoljni, tako z organizacijo kot z rezultati slovenskih tekačev. Prijavljenih je bilo 19.379 tekačev, vsakega sprejmemo, tudi včeraj smo imeli otroke, inkluzivni tek, tako da vsakega tekača smo veseli. Danes je bil moj dan, trening in tekma v enem. V glavnem, jaz sem imela svoja sotekača na 21 km. Hvala njima, da sta mi pomagala pri tempu voditi. Drugače sem vesela, zadovoljna, pa meni je bilo težko, pa tudi sem bila močna, pa tako. Vesela sem, da sem se borila do konca, pa da sem naredila tudi svoj osebni rekord. Viktorija Horvat, prva slovenska gluha maratonka, se pripravlja na olimpijado gluhih, ki bo letos novembra v Tokiu na Japonskem. Za njo je bil naporen teden. Le nekaj dni po operaciji oči se je udeležila ljubljanskega maratona. S trenerjem Romanom Kejžarjem sta se odločila, da tokrat preteče le polmaraton, a tudi na 21 kilometrov je dosegla nov osebni rekord, 1 uro in 28 minut in 22 sekund. Tek v Ljubljani je bil zanjo pomemben preizkus pripravljenosti pred olimpijskim nastopom. Imam tako razporejene treninge, tako da dvakrat na teden grem v fitness, dvakrat na teden grem na stadion delati intenzivne treninge in trikrat na teden delati dolžino oziroma izteke. Tako da je vse odvisno od planov, ki mi se stavi najhitrejši slovenski maratonec Roman Kejžar. Vsak teden tako predelam 90 do 120 km. Pričakujem, da bom pretekla maraton brez aparata. To je največji izziv. Prvo, potem drugo, da bi izboljšala osebni rekord. Vsi športniki to želimo. Na 42 km je bil najhitrejši 21-letni Etiopijec Haftamu Abadi Gebresilase s časom 2 uri 6 minut in 52 sekund. V ženski konkurenci je slavila njegova rojakinja Tigist Kezahagen Menikstu. Med Slovenci je največji uspeh dosegel Primož Kobe, ki je s časom 2 uri 17 minut in 3 sekunde postavil nov slovenski rekord proge. Med Slovenkami je bila najboljša Saša Pisk s časom 2 uri 46 minut in 24 sekund. Zmeraj je treba vase verjeti. Tudi jaz sem v bistvu, bom rekel, moje priprave niso šle idealno, ampak moraš vase verjeti, zmeraj dati vse od sebe oziroma se potruditi po svojih močeh. V bistvu kar dobršen del življenja in prostega časa namenjam temu, se temu posvečam, odrekam in v bistvu mi še uspeva. Na ulicah prestolnice so se danes pisale nove zgodbe o vztrajnosti, rekordih in osebnih zmagah. Ljubljanski maraton je znova povezal množico tekačev vseh generacij in dokazal, da je tek resnično vključujoč za vse. To je moj prvič, ki sem imela na Ljubljanskem maratonu. Izkušnja je zelo dobra. Tekel sem svoj osebni rekord in ga izboljšal iz 43:00 na 41:09. Odlična organizacija in vzdušje, ki ga lahko ponudi le Ljubljana, to so vtisi letošnjega 29. NLB Ljubljanskega maratona.
Dogodek je znova dokazal, da je tekaški praznik postal ena največjih športnih prireditev v Sloveniji. Na Japonskem pa srečno Viktorija, navijali bomo zate.